Jaz pravim, dokler bomo tisti, ki še imamo kaj dobrega zapovedati, pa kaj prijaznega govorili, tako dolgo je neko upanje za to naše človeštvo, če lahko tako rečem, da ne posplošujem. Če bomo pustili, da se samo ta negativa širi, ker negativa sproži negativo, ko pa se pozitivno začne dogajati, se pa vendarle začne malo pozitivno razmišljati. In jaz nekako vlečem ljudi in imam en ta val ljudi, ki skušamo skupaj ustvarjati neko boljše okolje komunikaciji. Jaz mislim, Mitja, da je naša generacija, kakšna generacija, mogoče tudi prej, ampak tudi moji vrstniki smo zavozili v komunikaciji popolnoma, ne vsi, ne bom generalizirala pa posploševala, ampak to izhaja iz nas. Odrasli se danes tako pogovarjamo. V politiki, sam vidiš, kakšna je ta dikcija, kaj se dogaja. In vsi pravijo, ja, mladi, kaki so, ne znajo komunicirati, ni upanja. Mladi komunicirajo tako, kot jih mi učimo. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Jaz sem Mitja Segaj, vabim vas, da nas spremljate, da podcast ocenite in da se nam seveda tudi naročite, tako ne boste zamudili nobene epizode. Malce smo že poletno razpoloženi, tik pred poletno sezono, tako da tudi zato sem zelo vesel, da imamo danes sogovornico, ki bo zagotovo tudi s sproščenostjo, ki je tako značilna za njo in seveda srčnostjo, lepo nas popeljala v ta poletni čas, tako da kadarkoli si boste zaželeli te epizode, je seveda na voljo, da poslušate tudi še kdaj, ker verjamem, da bo naša današnja gostja postregla z veliko res zanimivimi, ne samo informacijami, ampak predvsem zgodbami, iz katerih pa se bo dalo marsikaj izluščiti. Tako da z nami danes je Anita Mlakar. Anita, dobrodošla. Mitja, pozdravljen. A si ti meni pravkar rekel, da sem poletno dekle? Če si to tako razumela, nikakor ne bom ugovarjal. Tako da, super, hvala. Super, ja, z veseljem, da je bilo tako razumljeno, je bilo tudi tako mišljeno. No, super. Zdaj, kdor spremlja večerove dogodke, malce ve, da si ti tudi že kar naša, ne, hišna. Tako, to nas posebej veseli za tiste, ki morda niti ne poznate, nekdanja novinarka, urednica, predvsem pa danes svetovalka za odnose z javnostmi in komunikacijo je Anita, pa še veliko tega bova razkrila, seveda tudi podjetnica. Zato je v podcastu Moj uspeh tudi mojstrica javnega nastopanja in z svojimi idejami, ne le v preteklosti, ampak tudi zdaj nenehno nadgrajuje tudi svojo podjetniško pot. Tudi o tem bova govorila v nadaljevanju, ampak za začetek se mi kljub temu zdi, da je prav, da se malo v preteklost ozreva. No? Tako da bi te kljub temu mogoče začneš s tem, kako bi se zdaj predstavila poslušalcem, gledalcem, ki te morda ne poznajo, ali pa ki te morda poznajo kot le nekdanjo novinarko, urednico. Kdo si danes? Lepo sva začela. Mitja, vračava se nazaj. V bistvu si ti kar nekaj povedal. Meni je vedno zanimivo poslušati druge, kako me predstavijo, ker jaz malo pozabim po poti, kaj vse delam. Tako da hvala. Ja, mogoče ne toliko celo zdaj v zadnjem času opažam kot novinarko, ampak se me spomnijo predvsem kot radijski glas. Jaz sem res delala na televiziji najprej in seveda tam je pač vizualno pomembno oziroma prideš v ospredje na ta način. Kasneje pa potem zajadrala v radijske vode, kjer pa pride do izraza glas. In je danes zanimivo, ko se mogoče kje ostavim pa kaj spregovorim, da ljudje rečejo, z nekega radija. Ampak nič slabega, jaz imam zelo lepe spomine na te novinarske vode in pa na radijski in televizijski medij. Bilo je fajn, luštno smo se imeli, veliko norega smo ušpičili in predvsem sem se jaz nabirala izkušnje, da danes lahko počnem to, kar počnem. Se pravi, javno nastopanje, moderacija dogodkov. Jaz sicer
res upam, da se bo počasi ena nova generacija za mano ustvarila, tudi punci in ženski bodo moderirali. Jaz mislim, da je čas, da se počasi jaz že umaknem glede na svoje leta, ampak kot zgleda še izkušnje. Ne, ti so izkušnje v dobrem pomenu, bi jaz rekel, tako da je dragoceno, da seveda ostajate vsi še iz te generacije. Se ti zdi, da je? Ja. Ok, hvala. Zdaj si me potolažil. Veš kaj, v bistvu je bilo vedno tako, jaz sem prihajala kot naslednja generacija, recimo za odlično Ido Baš, ona je bila tudi moja mentorca in jaz zdaj čakam, ne, da bo seveda, da jaz počasi to predam. Ja. Imamo odlične, predvsem moderatorje, v našem okolju, tukaj v Mariboru zdaj govorim, in tudi moderatorke, samo mogoče je čas, da tudi jih malo potegnemo ven. In kar je meni fajn, je, da lahko predajam jaz zdaj skozi v bistvu učenje javnega nastopanja, neko to znanje, da počasi prenašam na naslednje generacije, pa ne samo na naslednje, ampak tudi na mojo generacijo, mogoče celo starejše, ne, se to mogoče se bova kasneje dotaknila, da je pač javno nastopanje zelo pomembno, oziroma komunikacija, tu nam veliko še manjka. Teda, če se vrnem, Anita je načeloma nasmejana, fajn, ženska pravijo. Nismo pa vsi vedno nasmejani, se veš, vsi imamo neke svoje tegobe in svoje križe in težave. Je pa res, da jaz skušam širiti to pozitivo in pozitivno komunikacijo in dobro voljo, ker največji vpliv, ki ga ima neverbalna komunikacija, ne, se pravi to, kar vidimo, je ravno to, da širimo to nasmeh, recimo, pozitivna energija, ne, in to je nekako moje poslanstvo in se trudim to početi. Hkrati pa uživam v tem, kar počnem. Malo zdaj razmišljam, kaj bi lahko še kaj drugega, čeprav je komunikacija moja velika ljubezen. Ne vem, jaz ne vem, kako bi se ločila od komunikacije, ampak, veš, ko pridemo v ta leta, potem pa malo razmišljamo, ok, zdaj smo pa tukaj, kaj bi pa lahko, da bi bilo še lažje. Dobro, to vedno iščemo. Malo bolj na izje, ne? Malo bolj enostavno. Ampak zgleda vedno bolj bredem v to, se pravi, namesto tisto smer grem v kontrasmer. Je že tako namenjeno, ne, tako da, veliko istočnici zdaj dala, gled, to je zdaj sploh ne vem, v bistvu, kje bi začela, ta komunikacija se mi zdi ključna, danes se mogoče komunicira bistveno več kot kadarkoli, zaradi vseh možnosti, ki so platforme tu, ampak seveda tu ni ne obraza, pogosto niti ne glasu, zapisane besede, marsikdaj ni niti imena, recimo, to se mi zdi strašljivo, ne, in kakšna bo usoda komunikacije, ki podareš v tem okolju, v tem svetu, vedno bolj pomembna, ampak se mi zdi, da bredemo, no, ne vem, če se strinjaš s tem. Bova šla kar na resne teme. Zdaj sem malo zatežena, že prijemo pol do onih fajn, se mi zdi, da morava to malo nasloviti, ker si pač omenila komunikacijo. Zelo boleča točka moja. Ker jaz sem človek, ki vedno išče pozitivo in skušam pač ohraniti to upanje, da dobra, prijazna komunikacija, predvsem do človeka na drugi strani spoštljiva komunikacija, bo vedno del naših življenj in da bo vedno del nas takih, ki bomo jo seveda širili. Tako si rekel, to, kar se v bistvu zdaj dogaja, ne? Na kak način se komunicira, koliko je sovražnega govora, koliko je poniževanja. Na vsakem koraku, kjer kdo lahko in kar je najhuje, da se ljudje skrivajo pod nekimi psevdonimi, nekimi lažnimi fotografijami. Tako, vse veš. Grozno. In potem na ta račun, ne v svojem imenu, ampak ne kot v imenu nekoga drugega, v resnici pa iz svojih nekih tegob, seveda sprožajo to komunikacijo. Negativna komunikacija sproži val negativne komunikacije, recimo tudi na omrežjih. In ja, ko to beremo, nas zaboli in marsikdo mi potem včasih reče, Anita, zakaj greš pisati potem spodaj ali pa skomentirati nekaj pozitivnega, če pa veš, da se bo en val negativizma potem sunate. Jaz pravim, dokler bomo tisti, ki še imamo kaj dobrega zapovedati, pa kaj prijaznega govorili, tako dolgo je neko upanje za to naše človeštvo, če lahko tako rečem, da ne posplošujem. Če bomo pustili, da se samo ta negativa širi, ker negativa sproži negativo, ko pa se pozitivno začne dogajati, se pa vendarle začne malo pozitivno razmišljati. In jaz nekako vlečem ljudi in imam en ta val ljudi, ki skušamo skupaj ustvarjati neko boljše okolje komunikaciji. Jaz mislim, Mitja, da je naša generacija,
kakšna generacija, mogoče tudi prej, ampak tudi moji vrstniki smo zavozili v komunikaciji popolnoma, ne vsi, ne bom generalizirala pa posploševala, ampak to izhaja iz nas. Odrasli se danes tako pogovarjamo. V politiki, sam vidiš, kakšna je ta dikcija, kaj se dogaja. In vsi pravijo, ja, mladi, kaki so, ne znajo komunicirati, ni upanja. Mladi komunicirajo tako, kot jih mi učimo. Tudi odnose na ta način peljejo. Jaz celo veliko predavam, recimo med mladimi dijaki, študenti, imam občutek, da je veliko boljša ta komunikacija. Ne nazadnje izražanje čustev. Izražajo jih, povedo, rad te imam, super si, vsaka čast, care, ne vem, res kup teh izrazov imajo, mi tega nismo imeli. Mogli smo se malo bolj naučiti, ampak vsega se naučimo, logično. In zdaj seveda dajemo zgled, ki je zelo slab. Generalno govorim. Doma se začne, ne bom sodila o tem, kar se doma dogaja, ampak javno, torej kaj se zdaj javno komunicira, je pa nevspodbudno in ni ravno vzgled. In jaz res upam, da se bo začelo tukaj nekaj spreminjati in ne nazadnje, da se tudi ne bo moglo več komunicirati pod nekimi lažnimi imeni in tako naprej. Vsak se naj identificira z imenom, priimkom in sliko in potem naj v svojem imenu govori, če si upa in pove, kar misli. Se imamo tudi take, ki si upajo, ne? Super. Ampak in žal so bistveno bolj konstruktivni komentarji. Bolj konstruktivni, takšni in drugačni, tako. Ali so pozitivni ali negativni, so bolj konstruktivni. Malo razmišljajo o tem, ne? Malo še moram dalje vrtati. Se ti zdi, da je nekoč ta grenkoba, se ne vem, ali je to grenkoba, ali je neko zelo ljudeh bilo prisotno, pa pač ni bilo možnosti za to, da to ljudje povejo, da izrazijo, ker ni bilo teh platform, ker vendarle so bili samo neki bolj tradicionalni mediji. Ali smo se kot družba toliko spremenili v zadnjem času, da zdaj dejansko, ne, vsega imamo, živimo verjetno boljše kot kadarkoli, ampak kljub temu smo nezadovoljni, nesrečni, pehamo se, ne vem, za nečim, predvsem materialnim, kar je problem. In da je dejansko to danes bolj prisotno kot nekoč, se mi zdi, da včasih z manj smo vendarle bili bolj zadovoljni, ne? In da tudi, če bi takrat bile možnosti izražanja na platformah, ne bi bilo takih sporočil. A pa se motim, ne vem. Kaj pa ti meniš? Jaz mislim, da smo kot družba skrenili in da so danes ta sporočila, da bi bila nekoč drugačna, če bi tudi možnost bila. Da ni samo možnost, da se danes izražamo, pripeljala do tega. To si jaz mislim, ker se vendarle spominjamo otroštva, ne, tam 80-ih ali pa še 90-ih, mislim, super je bilo. Tako kot si rekla, fajn smo se imeli tudi na delovnem mestu, se mi zdi, da danes to bistveno teže, recimo zaradi vseh okoliščin, ki so in hitrosti, s katero se svet vrti, ciljev, ki jih moramo dosegati. Veš, danes je vse merljivo na nek drug način, se mi zdi, tako da to je moje mnenje. Absolutno se strinjam, da je sprememba. Jaz bi sicer rekla kombinacija obojega. Razpoložljivost medijev praktično jaz kot komunikator in nekdo, ki pač govori o odnosih z javnostmi in tudi svetuje na tem področju, vedno govorim prav podjetjem, dajte se zavedati, da imate tudi svoje medije. Mediji, ki kot je Večer recimo, so zelo dobrodošli in ena izmed javnosti, ki jo vsako podjetje ima in seveda na tak način se pokazati skozi medije je zelo pomembno. Ampak imajo pa tudi svoje medije, se pravi, danes imaš pravzaprav svojo televizijo, če se posnameš, pa daš malo na družbeno omrežje, pa imaš svoj radio, ker nekaj poveš, pa pravzaprav svoj časopis, ker lahko članek objaviš, a ne? In celo k svoji ciljni publiki. Ampak, ko se pa to izrablja na nek način, na nek drugi način, ki ni ravno v smeri tega podjetništva, pa širjenja neke informacije o sebi ali pa prodaje ali karkoli, potem pa je lahko tudi seveda tu dost negativnega. In na ta način, prej sva že rekla, ne, ja, obstajajo neke možnosti komunikacije, ki so danes bolj na razpolago, hkrati pa so bile vrednote včasih drugačne. In še nekaj. Včasih je bila splošna resnica samo ta, ker ni bilo pač nekih drugih informacij, ki jo je medij, govorim zdaj o mediju, ki širše ljudi nagovarja, sprožil ali dal ven.
obstajala je propaganda, ne nazadnje, in kar pomeni, da to, kar je nekdo rekel, je bila resnica, pa če je to bilo res ali ne, ker ni bilo možnosti preverbe, ali je lahko kje drugače ali pa prihaja druga informacija. In ljudje so temu verjeli, slepo so temu verjeli, ker ni bilo druge možnosti. Danes ta možnost je in super, da lahko preverimo, ampak jaz vseeno mislim, da ljudje premalo razmišljajo svojo glavo, da premalo ločijo seme od plevela in torej, da bi vzeli tisto, kar se jim zdi nekako vseeno logično, pa po neki zdravi kmečki logiki, če lahko temu tako rečeva, in ne kar pobrali nečesa zdravo zagotovo, ker ne gre samo za to, kaj pišejo mediji ali pa vi mediji kot taki, ampak kar ljudje pišejo, kaj je zdaj tista resnica. Vsak ima neko svojo osebno resnico in to ni neka splošna resnica in zdaj kaj sploh je res. In če tukaj malo razmišljaš neko svojo glavo, pa malo spojiš neke informacije, se ne pustiš samo vplivati, ampak iz tega, kar dobiš, seveda pobereš boljše, si lahko po moje eno zdravo sliko ustvariš. Meni se zdi tega zdravega, logičnega razmišljanja in sklepanja premalo, preveč je vodljivega in ljudje pač grejo z valom, ki jim v tistem trenutku služi, ali pa jim je v neki situaciji fajn, ker tudi tako razmišljajo. Ne? Ni tega konstruktivnega razmišljanja, presoje po svoji glavi, hkrati pa obkroži se z ljudmi, ki so pametnejši, ki nekaj vedo, tudi to ni njihova resnica, ni splošna resnica, ampak verjetno lahko v nekem trenutku več odneseš, kot da se z nekom, ki neprestano kritizira, neprestano negativizem širi, pobereš to in greš s tem valom. Ne? In tu se mi zdi, da kombinacija vsega tega, da ljudje več enostavno ne vemo, kaj bi, da to tako vemo, vsi smo na omrežjih vsak dan, tudi sama nisem izjema, ne nazadnje moja služba je taka, hkrati mojega otroka 18-letnega učim, da naj gre dol, za omrežji pa z telefona, in tukaj je sigurno en izziv, ki v tem trenutku ne vemo, kako se ga bomo lotili in kako ga bomo rešili. Verjameš, da bo neko spoznanje, neka točka, kjer bomo rekli, ok, dovolj je, to je treba zmanjšati, to je treba bolj skrbno dozirati, to nam nič dobrega ni dalo, ali pa nekaj dobrega, ampak ni samo dobro, ni absolutno dobro. Ne vem, verjameš v to? Jaz sem večni optimist, ampak jaz mislim, da bi bila potrebna revolucija, po moje, da bi se to zgodilo. Seveda obstaja možnost, kaj se bo zgodilo potem, ko se bo na nek način to verjetno spremenilo ali ukinilo, ali karkoli že pač, ali pa ne bo več dostopno, tudi to se lahko zgodi, ko bo treba celotno miselnost ljudi, ki zdaj živijo po nekem kopitu spremeniti. Jaz mislim, da je to revolucija in da je to sprememba celotnega načina življenja. Verjamem pa, da bi se lahko na način ozaveščanja, to se zdaj precej dogaja in jaz celo vidim med mladimi, da včasih odložijo telefone ali pa v času študija zaprejo vsa omrežja, zato ker je to moteče. Mogoče bi celo odrasli se mogli tukaj zgledovati. Skratka, obstaja neko upanje in če se bo to širilo na ta način čim bolj, potem jaz mislim, da bi se lahko nekaj spremenilo. Tudi jaz želim tako verjeti. Ja, se mi zdi, mislim, da je itak nujno in da taka spoznanja pridejo slej ko prej, z revolucijo ali ne, kakorkoli, ampak verjamem, da bo, da se bomo vrnili v neko neko normalnost iz preteklosti, vse do neke mere. Ja, nek zdrav način, ker zdaj bodiva iskrena. Mi da se danes tukaj pogovarjava in je super 1 na 1. Jaz še vedno zagovarjam komunikacijo z oči v oči, ampak če želiva, da naj jo nekdo vidi, mora biti na nekih omrežjih. Ampak koliko in kaj na teh omrežjih spremljati? Jaz verjamem, da vsaki gleda vaš podcast, je to super vsebina. Ker je vedno nekaj novega in to je nekaj, od česar lahko odneseš. In takšnih je veliko, tudi nekih pogovornih oddaj, tudi ljudi, ki širijo neko, znanje, tudi duhovnost, karkoli že zdaj je, delo na sebi. Podjetnost, je super. Drugo pa je, ko gledaš neke vsebine, ki ti škodijo ali pa tudi negativno vplivajo in žal mi je, da se dogajajo stvari, kot so se nedavno zgodile tudi pri naših sosedih. Ja, strašljivo, Sploh ne moramo dojeti, ne? Pridejo verjetno neki sprožilci tudi pač iz tega okolja, kjer je to vse prisotno. Veš,
bolj me mogoče skrbi ta neka lahkotnost, po kateri ljudje težijo, ne? Nekih lahkotnost vsebin, ne vem, mislim, zakaj mora biti vse lahkotno, kar je že lahko hitro, tudi neko poneumljanje, recimo, to je strašljivo, ta meja je po moje tanka, ne? Premalo pa se teži po neki kakovostni vsebini z neko vrednostjo, no, mogoče to, in tu mislim, da bo neko spoznanje, ne, nazadnje to terja čas, ne, neko pozornost in na koncu bodo ljudje, pač upam, prišli do spoznanja, bodo rekli, glej, preveč zapravljenega časa, ne vem, ta čas moram bolj kakovostno investirati, ne, in zato verjamem, da bo drugače. Lepo si povedal. Pika. Dajva iti kako se spominjaš svojih novinarskih dni? Bila si novinarka, urednica, založba Kapital, ki je danes več ni, Radio City, ki danes živi neko drugo življenje, ne vem, bila si v tisku, bila si dolgo na radiju, potem pa seveda predvsem v komunikaciji, ampak ta novinarski del me malo zanima, kako se ga spominjaš, kako vidiš danes novinarstvo, vendarle si v stiku še vedno z novinarskim okoljem, kaj danes drugače, praviš, imeli smo se super, imeli smo se fajn, a misliš, da je to danes še mogoče? Za prvi vrsti redakcije so bile številčnejše. Temu lahko pritrdim. In ko smo prišli zjutraj v službo, je bila polna redakcija in ideje so letele, res. Eno tako obdobje je bilo, kar se ni spremenilo, je verjetno to, da ni bilo tega samo odločanja popolnega, kaj bo kdo pokrival in kaj je zanimivo, vedno je tu pač seveda nek drug interes, ampak načeloma pa je bilo več po moje raziskovalnega dela, mi smo včasih prav dobili, čeprav imamo res tudi dobre raziskovalne novinarje in oddaje, ampak znali smo se mogoče malo bolj zabavati, seveda ob resnih temah nikoli, pristop je bil drugačen, ampak recimo meni zdaj, ko učim tudi javno nastopanje oziroma komunikacijo z mediji, vsak reče, kaj pa naredim, če me bo zdaj nekaj neprijetnega vprašal ali pa če se zmotim. In interesu nikogar ni, da se objavlja nekaj, kar tudi ni v ponos medijev. Se pravi, če se boš zmotil, boš rekel, se opravičujem, ustavljam se, grem dalje in tega ne bodo objavili. Ne? Se pravi, mi smo zelo simpatizirali z ljudmi, s katerimi smo se pogovarjali v intervjujih, v razgovorih, tudi takrat, ko je bila politika prisotna, pa so bila neka soočenja. Mogoče smo bili celo premalo kritični, ne? Danes se mi zdi super, da je na ta način, čeprav včasih, moramo priznati, gre preko kakšne meje dobrega okusa, tako na eni kot na drugi strani, ampak novinarstvo je bilo tudi zelo spoštovan poklic, tak frajerji smo bili, ker smo pač bili novinarji. Jaz sicer nisem bila izobražena novinarka, jaz sem ekonomijo študirala in potem posledično tudi dobila več teh nekih finančnih, bančnih in takih tem. Tudi mestni svet sem pokrivala takrat, v Mariboru sem bila redno na sejah mestnega sveta. Kdo bil takrat župan? Borisovič. Zdaj sem povedala, kako sem stara. Ne, ker se vem, da bo premalo ljudi šlo to kalkulirati. Kakorkoli, če pa, zanimiv izziv. Se ne skrivamo, ne? V najboljših letih si, kaj? Absolutno, tako se tudi počutim. Mislim, to sploh ni debate. Tako da bilo je fajn, no. Je pa res, da jaz sem bila takrat tudi malo javno izpostavljena, ker sem pač bila tudi kot voditeljica ene oddaje, takrat je bilo Dobro jutro Slovenija na Pop TV, takrat smo mi začeli. In s tem ne pride samo vse lepo, ampak pridejo tudi kritike. In takrat sem se soočila s prvimi kritikami, mogoče razlika. Če me je nekdo hotel kritizirati, sem dobivala pisma z znamkami, ovojnice. Tudi z imeni in priimki? Ne, mislim, skrita oboževalka ali oboževalec, ampak ne vedno pozitivne. In tam je bilo tudi precej kritike. In jaz se spomnim, da ko so ta pisma prihajala tudi v redakcijo, ker sem že videla neka pisavo, ki je že bila prepoznana, ali pa nisem vedela, kaj bo, je bilo vedno nek knedl, ampak me je prizadelo vedno znova. Jaz mislim, da še danes nisem imuna na take kritike. Take konstruktivne so super, ker se vedno nekaj naučiš in če prihajajo ljudi, ki jim ti zaupaš in daš nekaj na to kritiko, potem absolutno je nekaj na tem, da narediš, pa nekaj izboljšaš. Tisto, kar pa je zelo namerno in samo zaradi tega, ker pač tako kot danes se pa to počne na javni način, jaz mislim, da mora vsakega zelo boleti. In jaz ne bi bila več v teh čevljih tega javnega izpostavljanja na ta način.
moram reči, da ne bom prehitro rekla, res imam srečo, da karkoli objavim, ali kaj jaz še res zdaj v tem času, odkar se s komunikacijo zadnjih 8 let drugače ukvarjam, nisem imela neke negativne kritike. Razen enkrat je bilo za nek članek, ker sem imela eno revijo, ne, da pač smo imeli eno debato, je pa tega ogromno danes. In javno izpostavljeni ljudje se moramo pripraviti na to, nikoli pa se ne moreš zares pripraviti, ker smo samo ljudje. Dobiš neko trdo kožo, zato še enkrat, če se le da, jaz apeliram na vse, da se malo zadržijo teh res negativnih komentarjev. Skratka, novinarstvo je bilo super, tudi to je bilo super, se pravi voditeljstvo in pa potem radijske vode. Ne bi danes več tega počela na ta način, čeprav pa vedno, ko sem na kakšni okrogli mizi, ko moderiram, na tak način, kot zdaj, to me pa malo vrne. No, vidiš. Malo bi, snimam še kakšne voice-over in take zadeve, da malo pač svojim glasom operiram, ker ga potrebujem. Je pa razlika. In vsaka čas, da danes opravljate to delo, Mitja, ob zdesetkanih redakcijah, ob izzivih, ki jih imate, ob tem, da je treba ločiti tudi, kaj je vredno objave in kaj ne. Potem se mediji tudi razlikujete in danes bi težko, mislim, da stopila v te čevlje. Super, hvala. Ja, se veš, trudimo se, vedno je pač, ne bi rad rekel borba, ne, ampak na nek način tudi je, seveda je drugače, tudi jaz sem že več kot 25 let v tem in se spomnim, da je bilo bolj fajn, ja, seveda. Ne? Drugače je bilo, ja. Tudi brez omrežij se mi zdi, tudi to je ena pomembna komponenta, seveda. Ne samo večje ekipe, se tudi drugače se dela. Marsikaj danes tudi lažje, ne, v tem digitalnem okolju. Mi danes mimogrede nekaj naredimo, za kar smo nekoč pač potrebovali bistveno več časa. Tako da marsikaj je tudi lažje, to je treba reči, ne. Ampak okoliščine vse, ki pač so vključno s številčnostjo ekip, ja, pa absolutno, to so pač neke, pa ne oteževalne okoliščine, ampak vedno neki novi izzivi, s katerimi se moramo soočati, tako da. Še nekaj, medij kot tak zgublja na veljavnosti, ne? V smislu, torej, včasih, ko si želel, da pride neka informacija ven, je bil edini način in se tudi težilo skozi odnose z javnostmi, da seveda medije nagovorimo, ne. In je bilo tako, da vedeli smo, če je bilo kaj takega, prvi so informacije širili ponavadi radio, ne, ker je takoj čez 1 uro že lahko recimo to v novicah objavil. Potem naslednja je bila televizija, zvečer v večer. Z vizualnim momentom, ja. In potem časopis naslednji dan. In to je bil nek krogotok. Zdaj pa pravzaprav in vi, torej kot časopis, lahko pridete v istem trenutku v javnost skozi družbena omrežja, s pomočjo kamer in zdaj še samo v bistvu na nek način skoraj da tekmovanje, kdaj bo kdo prej. Ne rečem, da se ne gleda na kvaliteto vse, čeprav kasneje potem pride še bolj kvalitetna informacija od zadaj. Ja. Prva včasih. Čistorost je ključna na začetku. Tako, ne? In takrat smo bili cari. Ne? Se pravi, ti kot novinar, kot urednik. Informacije, ne, veš. Vsi so te nagovarjali. Kaj se dogaja, zdaj pa so vsi pametnejši, ne. Prihajali smo recimo na novinarske konference in zaključke letne in smo dobivali darila. Šalim se. Ampak to je še, ne. Bili so to večerje, bila so kosila. Danes pa je tako, da ja, se kak prigrizek naredi, še vedno pravim, da je treba medije razvajati in novinarje. Pri vsakem dogodku, ki ga delamo. To pa nekako, mi je to neprijetno, veš. Vem, se mi zdi, zakaj nazaj potiska v neko to vlogo, ne. Se mi zdi, to mi ni prijetno, no, zaradi nekega kot statusa, veš, kaj pa zdaj, ne, zakaj, pa kaj se zdaj pričakuje od mene, da me zdaj nekaj ful dobrega napisal, ne, to sem vidiš, ja. Tega pa včasih ni bilo, ker je bilo to čisto normalno. In zdaj, ko več ni, ne, ko se začne to dogajati, je pa potem ta občutek. V resnici pa včasih kdo želi, recimo jaz bom zdaj strani podjetnika ali pa podjetja, ki ga zastopam, povedala, želi biti sam prijazen, pozoren. Ja, mi pa kar razumem, kaj nas hoče malo podkupiti, veš, ampak jaz, če bom želel biti kritičen, jaz želim biti kritičen. Mislim, bi rada, da imam to možnost brez nekega slabega občutka, da sem malo pa te lahko omehčam, ne? Ne priznam. Malo težje je bilo včasih, pa ne, prosim, to bom zdaj čisto realno povedala. Nekoga res kritizirati ali pa vse negativno pisati, malo si skušal reči, če je bil prijazen. Absolutno. Zato ne nam tega delati, veš. To so pa skrivnosti PR-ovcev. Do tu še pride. Ampak dobra povratna informacija, ja.
dajte nam informacije, dajte nam uporabno novičarsko informacijo, informacijo z novičarsko vrednostjo, zato da bomo sploh prišli, ne zato, ker je na nekem dogodku fajn, ne, to pa se strinjam. Absolutno, ja. Jaz mislim, da ti kot novinarka lahko zelo dobro razumeš zdaj tudi v vlogi PR-ovke, ne, kaj novinar potrebuje, pa ne mislim zdaj z temi nekimi bombončki, ampak predvsem z informacijami, ne, kaj in kako novinar to potrebuje, v kakšni obliki, hitrost odzivanja, to se mi zdi mogoče ključno, ne. Ti si vendarle zdaj tudi skozi svojo podjetniško aktivnost v korporativno okolje vključena, ne? Tako da tudi to, kako vidiš to korporativno okolje danes. Zanimivo vprašanje. Jaz sem pač imela to izkušnjo, da sem torej bila zaposlena in v podjetniških vodah, že to lahko primerjam, zdaj pa je tu še korporativna komunikacija, ki je seveda zelo kompleksna. Jaz moram priznati, jaz sem se sicer res zavedam, tako kot si rekel, kaj recimo ena izmed javnosti so mediji. Imamo res ogromno javnosti v podjetjih, to je treba res naglasiti, ker še vedno nekateri samo težijo k temu, da bi se v medijih pojavljali, ampak če zanemariš vse ostalo, potem ni neke celote. In jaz imam dosti teh izkušenj in točno vem, na kak način torej potrebujete neko informacijo, ker sem se kot novinarka velikokrat spraševala, pa kaj zdaj dobivam to neke PR informacije, s katero ne vem, kaj si naj počnem, in potem sem tukaj začela graditi. Torej, kaj je tisto, kar novinarji ne želimo, ker nas samo obremenjuje, ampak lahko drugače to naredimo, in to je bilo moje izhodišče za to, da bi postala potem pač boljša komunikatorka za odnose z javnostmi, recimo. Zdaj sem pa prišla tudi v korporativno komuniciranje, ker pa so se pravi, jaz, ko delam s podjetji, delam celoto. Jaz prevzamem komunikacijo. Jaz, hvala Bogu, danes po tolikih letih lahko rečem nekomu, podjetniku ali pa podjetju, ki pride k meni in reči, mi bi želeli priti v medije, imamo nek novinarsko konferenco, nekateri še kar pravijo tiskovno ali karkoli, to so zdaj dogodki za medije, ne, oziroma za novinarje. Mi bi radi prišli in prosim, če nam lahko tu pomagate. Jaz rečem, žal, ne, vam bom z veseljem priporočila koga, ki dela na ta način, jaz več ne delam samo po tem enem kanalu. Torej, če želite z mano sodelovati, gre za komunikacijo na vseh področjih. To pomeni, da mi vzpostavimo celotno strategijo komunikacije in tukaj ena izmed komunikacij tudi komunikacija z mediji. Ko pa prideš v korporativni svet, in se pravi, jaz celostno delam in ko pridem v podjetje, postanem celo del, tako kot si ti rekel, malo sem že vaša, ne? Po neki drugi, ker mi pa sodelujemo na dogodkih, ampak jaz vem, kako podjetje diha, jaz vem, kako podjetniki dihajo, zaposleni, pomembna javnost, interna javnost, ki je mnogi zanemarjajo, žal, ne? In seveda ti moraš vedeti, kako podjetje funkcionira, da bi lahko to informacijo verodostojno dal navzven. In to se potem lahko odraža v neki dobri komunikaciji. Tukaj, korporativno, kjer so pa res velika podjetja, je pa to vse razdeljeno. Se pravi, je oddelek, ki skrbi za marketing, je oddelek, ki skrbi za interno komunikacijo, potem imaš tistega, ki za dogodke in ne vem, zdaj imamo okoljevarstveno tematiko, ne, se tukaj ESG in tako naprej. Potem imamo PR posebej, potem imamo komunikacijo s poslovnim in tako naprej. In ni več tega nekega celostnega pregleda, kar mene kot nekoga, ki prihaja iz tega okolja, moti, ker kot delam dogodek, nimam vpogleda, kar se bo PR-ovsko dalo ven in tako naprej. In tu je bilo nekaj, kar sem jaz mogla usvojiti in kar je fajn, da sem se naučila nekih novih stvari. Torej to, kar ti lahko da takšno korporativno okolje, ena večja organizacija, v kateri delaš, jaz delam kot zunanja sodelavka in to je prednost, ker pridem in grem. In včasih tudi ne rabim se čisto infiltrirati in vedeti vsega, kar se tam dogaja. In tudi to, da ne rabim vedeti vsega, kar se dogaja. Ker moje vodilo je, ko delam s podjetjem, moram vse vedeti, da lahko jaz svetujem. Tukaj pa ni treba. In jaz pokrivam svoje področje in kar se dogaja tam in tam in tam, ni moja stvar. Je pa dobro, da vem, da z roko v roki sodelujemo. Mogoče, kar jaz skušam tukaj širiti, je več tega povezovanja in sodelovanja, ker niso to ločene enote, še vedno je vse skupaj komunikacija. In komunikacija ima vse te veje, tako da sem vesela za to izkušnjo, učim se, hkrati jaz dajem nekaj verjetno na drugo stran, ne? Se pravi neke svoje izkušnje, je pa razlika. Je pa razlika in mogoče bi bilo fajn, da bi bilo manj, zato ker vsi na koncu komuniciramo, zdaj kaj pa je prav, pa kaj ne, to je en miks vsega, se mi zdi ravno pravšno. Super. Katere so tiste veščine iz tvoje novinarskega dela kariere,
ki ti danes ful prav pride, recimo pri tem delu, ki ga danes opravljaš, so kakšne? Novinarske? Ja. Ja. Absolutno, se pravi celotna komunikacija. Jaz sem se naučila takrat tudi s pomočjo mentorjev komunicirati in javno nastopati. To je ena stvar in danes lahko na podlagi izkušenj, pridobljenega znanja, svoje izobrazbe predajam to znanje naprej. Drugače pa vsega, neke potrpežljivosti, nekega prepoznavanja sogovornikov, tudi ko gre recimo za poslovne razgovore ali pa iskanje nekih novih potencialnih strank. Ko skušaš nekomu dopovedati, da je pač nekaj, kar bi bilo treba vesti boljše kot to, kar trenutno je tu vse komunikacija in to, kar sem se skozi to novinarstvo in to delo učila, je povezano prav s tem. Prepoznavanje verbalne in neverbalne komunikacije sogovornika, prepoznavanje stiske nekoga, ki pač je recimo, tako kot zdaj midva sedi in se pogovarja, ali pa ima neke drugačne izzive, empatija, predvsem pa poslušati in slišati. Mi poslušamo, ali pa vsaj mislimo, da poslušamo, ali pa se delamo, da poslušamo, kar je največja vrednota, je, kaj slišiš in kaj od tega odneseš. Najbolj pomembno pri komunikaciji se mi zdi najprej poslušati in slišati, potem pa seveda znati tudi dobro govoriti in komunicirati. Super. Krasno si to povedala, lepše po moje ne je mogla. Tako da res izkušnje govorijo iz tebe, super. Dajmo malo še na podjetništvo, se mi zdi. Bila si podjetna, prijava še do projektov iz daljne preteklosti in v prihodnost se bo ozrla, ampak se mi zdi, ta en moment, bila si podjetna že v času, bila si redno zaposlena, ne, in pa si razvijala podjetniško svojo tudi neko dejavnost že takrat, v bistvu, kako te je potem vse to pripeljalo do neke tak full-time podjetniške poti, recimo, ne? In kaj je danes drugače, kaj je bolje, kaj je morda tudi ne tako dobro, recimo v primerjavi z redno zaposlitvijo? Dobila sem odpoved. Malo, potisnili so te malo v podjetniško. Malo brcovri. Tako. Malo za šalo, malo za res, ampak ja, jaz sem imela svoje popoldansko podjetje že ves čas, ker sem delala na radiju, ker meni samo to, da sem nagovarjala množice ljudi iz studia, takrat ni bilo dovolj in takrat sem že začela odkrivati, veš, te PR-ovske povezave, pa kaj bi jaz drugače pri novinarjih in mislim, pri PR-ovcih do novinarjev in obratno. In sem že imela takrat nekaj strank, kjer sem jim svetovala, kar se tiče komunikacije in seveda tudi moderirala te dogodke. Potem pa je to seveda malo zmotilo, bom rekla, tudi delodajalce, kjer sem delala, ampak ni bil to razlog. Absolutno so podpirali tudi to. Je pa bilo res, da smo se razhajali v nekih pogledih. In medij, kjer sem jaz delala, je bil zelo, bom rekla, ozko komunikacijsko usmerjen v smislu, delalo se tako ali pa nič drugače in dosti je bilo te moške energije takrat. Tudi je prevladovala. In jaz sem bila edina ženska, ki se je uspela takrat malo više na neko pozicijo prebiti in jaz sem začela nekako uveljavljati to žensko energijo, ker se mi je zdela nujno potrebna. Se pravi, malo bolj mehko, malo drugače. Ni vse črno pa belo, tudi sivo je vmes. In to ni bilo najbolje sprejeto strani te moške energije, bom rekla, pa ne samo moške nasploh, da ne bom zdaj posploševala, ni bilo v glavnem naletelo na plodna tla in potem so se tukaj začele pojavljati neke razlike in potem sem jaz sama napovedala, da nisem več zadovoljna in da si bom iskala novo službo in čez pol leta, leto so me pa oni prehiteli in so potem seveda me brcnili v rit. Jaz sem si že nastavljala, ampak veš, manjkalo je poguma in to bi jaz rada, prosim, bodite pogumni in upajte si, če veste, kaj si želite. Ne? Jaz sem prav rabila to brco v rit in danes hvala za to. Hvala za to, da me je nekdo dal ta pospešek in tudi, ko se danes srečamo, ker smo še v redu odnosih, ne glede na vse, mi nekdo reče, vidiš,
kako smo te Super, poslali v ta svet vidiš, podjetništva. vsak vidi, Hvala. Da je bilo vredno. Ampak vredno, da obe strani vidita, da je bilo to dobro za nekaj. Ne? Absolutno. Sicer danes tudi dobim priznanje, da bi lahko bilo drugače, pa mogoče ni bila takrat prava energija. Tudi to je nek dokaz, ampak jaz sem šla potem na to svojo podjetniško pot v celoti, ker sem mogla iti. Jaz sem imela možnost takrat se druge zaposliti. No, recimo, to se pravi, je bila možnost, pa si kljub temu zbrala, si rekla. Jaz sem mislila, če ne, zdaj kdaj. Okay. In potem sem šla po tej poti, ki je bila v začetku celo, moram reči, presenetljivo lahkotna in lahka, ker sem jaz toliko ime imela z medija in toliko so me ljudje poznali, da mi je to odpiralo vrata. Malo kasneje so se mogoče pa pojavili neki izzivi in skozi te izzive sem pa rasla in zarasla do tega, kar sem danes. Tako da ja, najprej pa je bilo to, ja. Priznam. Super. Brca v rit. Odlično, gledaj, se tudi to je kdaj potrebno, ne? Se mogoče pa je vredno, da imaš obe izkušnji v bistvu, ne? Ja. No, daj vam meniti, ker si mi tega recimo nisem vedel, čeprav se že dolgo poznavam, ampak eno podjetniško izkušnjo si imela že predtem, že v študentskih časih, ne? Tako da niti bilo tuje, ne? Ustanoviti podjetje, recimo, kaj si takrat počela? Jaz sem bila takrat na študiju ekonomije, žal je pa bil splet okoliščin tak, da je moja mama ostala brez službe. Imela je kar zelo pomembno pozicijo takrat, ampak kasneje je bila težko zaposljiva. To so bili takrat tisti stečaji, se je dogajalo in je nekako ostala doma in jaz nisem si mogla več privoščiti, da bi samo študirala. In takrat sva si s prijateljico, ki je bila malo starejša od mene, že imela nekaj izkušenj, tudi delovnih, jaz še nisem imela, omislili, da bomo odprli nepremičninsko agencijo. In da bomo prodali nepremičnine. Osvojili smo nekaj ta osnovna znanja, potem smo si umislili seveda neko podporo pravno in tako naprej, čeprav na koncu sem jaz to že vse obvladala in znala. Super. In je po 2 letih sva seveda to zaključili, ker so bili tudi neki drugi interesi. Jaz sem hotela študij dokončati, ona se je odločila za družino, ampak je bila res super izkušnja. Tista prva izkušnja. Danes je to čist drug svet. Takrat ni bilo veliko konkurence, bilo je par res pomembnih agencij, ampak danes je pa to wow in tudi licence so potrebne, tudi to takrat ni bilo. Potem bilo lahko nista bili lahko misli, v bistvu sta se čisto, kak zdaj gledaš na to izkušnjo? V bistvu bi jaz rekla, da je bilo pogumno, kar mi je mogoče kasneje manjkalo. Drugače razmišljaš, ko si mlad, ko imaš 21-22 let. Ja. In veš, da je še vse pred tabo, kot mogoče kasneje, veš, tudi imaš neke izkušnje in preveč razmišljaš, po moje, no, zato je mene tudi držalo to toliko nazaj kasneje. Tukaj pa sem šla. Ampak je pa res, da jaz sem se vedno želela na nek način v medijih delati. In ko sem potem v bistvu zaprla to agencijo, študij sicer sem še imela, ampak vseeno sem mogla nekaj delati. Sem pa dobila tudi eno možnost neke redne zaposlitve, takrat v knjižnici v Mariboru. In to je bila neka redna plača, prihodek, ki sem ga jaz v tistem trenutku res potrebovala. Istočasno pa so na Pop TV takrat, oziroma Gajba TV se je odpirala v Mariboru, razpisali, se spomniš? Nova televizija. Ja. In so razpisali pač audicijo in ker sem si jaz vedno to želela, moram malo priznati, da sem bila v eni vezi tam v najstniških letih in da me ta partner precej nazaj držal, ne? In ni bilo te priložnosti, potem pa sem jaz rekla, zdaj je priložnost, ne? Tudi potem z novo ljubeznijo sem dobila to spodbudo z te strani partnerske in jaz sem šla takrat na audicijo. In zgodilo se ravno to, da sem jaz na audiciji bila sprejeta, 140 nas je bilo koliko takrat v Mariboru, Zora Štokova, vaša, tudi sodelavka je bila med komisijo, ki mi je izbirala in ona je takrat se navdušila nad mano. Jaz sem bila sicer čist brez izkušenj, razen pač to, kar smo v šoli pač nastopali in tak naprej. In jaz sem bila zbrana, 2 ali 3 smo bile samo zbrane in potem je bilo, ali zdaj vzamem to redno službo in se tukaj zaposlim in dobivam ta redno plačo, ali pa tukaj, ker je bilo pač honorarno takrat. In še tudi, ko sem bila na razgovoru za plačo, je rekla takrat direktorica, ja, tu ne pričakuj kaj dosti, to so take poskusne zadeve in potem je bilo tu dilema, ne? Prav sem se odločila, sem rekla, to je moja želja že 10 let, dajmo tukaj slediti. In potem, po tej odločitvi, je pa šlo iz meseca v mesec, sem jaz napredovala in v finančno in na poziciji in potem prišla do voditeljice osrednjega jutranjega programa na Pop TV in tak naprej, skratka, zelo hitro je šlo, odločitev je bila prava, spet je bil potreben pogum. Tako da, jaz bi se danes, tudi imam možnosti in se pojavljajo, še vedno kdo reče, bi pa ti prišla k nam, pa mogoče pri nas postala vodja komunikacije ali kaj. Ni šans.
Tako fajn mi je zdaj kot podjetnici in ne rečem, kot pravijo, nikoli ne reči nikoli, ker če bi bilo treba, če moramo preživeti, če se nam kaj obrne, potem pač jaz sem pripravljena delati karkoli, ampak res karkoli. Dokler pa imam jaz to svojo svobodo, da zdaj tudi že vem, s kom delam, želim delati, s kom ne. Kdo ima neke podobne vrednote kot jaz, kaj mi je fajn, kaj mi ni. Pa ne sem fajn, se pravi, v začetku je povezano s financami, potem pa nekako, ko splavaš, pa se malo situacija spremeni in da imam res stranke, ki so zadovoljne z mano in jaz z njimi kot strankami je nekaj najlepšega. In pa, da si sama razporejam svoj čas, ker jaz imam partnerja z morja in poleti se potem popolnoma preselim tja, delo opravljam, hvala Bogu, nadaljavo oziroma online, kar je potrebno, če je kak tak dogodek pomemben, pa seveda pridem v tistem času v Maribor in po zimi sem potem tukaj in delam. Skratka, to je svoboda, ki jo jaz zdaj čutim. In je ne da. Super, super. Privoščimo, ampak kljub temu, kaj so momenti, ko pa si kdaj rekla, recimo na tej samostojni poti, ne vem, dovolj mi je, zunanji, notranji, ne vem, neplačilo, borba, ne vem, karkoli, kaj so bili momenti, razumem to, kar praviš, če bi bila potreba eksistencialna, recimo, neka redna zaposlitev, ampak kaj so pa že bili na tej poti momenti, mogoče, ko ne mi reči, da jih ni bilo. Absolutno so bili. Verjetno ne malo. Res je. Jaz sem se, kot sem že prej omenila, po nekem času, ko je to vse super kazalo, znašla v eni situaciji, ko je pa, kot da je posel padel, no. Moram priznati, mogoče po kakem letu pa pol. In je bilo pomanjkanje strank. To je bilo pred korona obdobjem, da smo si na jasnem. In ne vem, zgodila se je pač neka luknja vmes in jaz sem takrat skusila tudi, kaj pomeni ne biti finančno samostojen. To pomeni, da iz meseca v mesec razmišljaš, ali boš lahko plačal vse račune, ali boš nenazadnje tudi obveznosti podjetniške, ki jih imaš, lahko plačal. Ne vem, nekaj se je vmes zgodilo, verjetno premalo neke ambicioznosti, miselnosti, razmišljanja, pivotiranja in tak naprej. Misliš, da niso bili zunanji razlogi pri tebi? Jaz sem vedno iščem pri sebi razloge, se pravi, verjetno sem bila premalo proaktivna. Verjetno se je zunanje okolje tudi spreminjalo, vse veš, tudi imamo včasih neke krize in tako naprej, se spreminja. In takrat sem bila, kaj pa zdaj? In spet je bila možnost zaposlitev, ker to vendarle obstaja z nekim tem znanjem, ki ga imam, pa izkušnjami. In takrat je bilo že tako, da bi pa mogoče vseeno se jaz vrnila v te varne, govoriva o varnosti. Torej, kaj je prednost take zaposlitve, občutek varnosti, da ne glede na vse to imaš, se pravi finančno, neko ozadje, nenazadnje tudi bolniške in podobne stvari, ki jih tukaj v tem primeru kot podjetnik nimaš na tak način, saj si lahko vse zagotovimo, ne bom jamrala, ampak ni na tak način. In takrat je bilo, ali zdaj splavam, oziroma se vržem še enkrat morskim psom in poskusim dalje, ali pa pač grem nazaj na tisto pot, pa se mogoče kdaj spet vrnem. Strajnost in moja odločenost sta prevladali. Kako dolgo je to? To je par mesecev, recimo? Pa jaz bi rekla, da mogoče skoraj da slabo leto, ali pa dobrega pol leta. Potem je ena prijateljica takrat, ki je zaznala, in hvala ji za to, rekla, glej, ti rabiš neko spremembo, daj pridi, bomo nekaj delali na tem, in sem jaz še šla potem dodatno izobraževati. In hvala Bogu, da sem se šla izobraževati, to je bila takrat ena taka tržna niša, ker stvari so se začele online dogajati. In sem se jaz res izobrazila o tem, kako dobro narediti neko tako izobraževanje online. Imela sem ogromno znanja o komunikaciji, o vseh teh zadevah, ki jih še danes predavam. In takrat se je pa potem žal ali pa slučajno zgodilo, da je nastopilo tudi to koronsko obdobje. In vso to znanje, kar sem ga jaz takrat osvajala in se učila, je potem prišlo prav. In v tem času sem jaz potem razvila neke svoje, res se posvetila, več časa smo imeli in se res posvetila te svoje dejavnosti. In potem v koroni, po koronskem času je šlo pa sem navzgor in da sem danes tukaj sem. Torej, to je ena taka izkušnja prav gotovo. Druga pa je, da čeprav mi kot podjetniki nimamo šefov, a ne? Je vsaka stranka, za katero ti delaš, tvoj šef. Se pravi, drži to, da si sam svoj šef v bistvu, ne? Ampak, A veš, celo več jih imamo, ne? Če delamo z večjimi strankami, vsaka ima svoje želje, vsaka ima svoje zahteve, svoj način dela.
In ni tako, zdaj vse super, ja, kaj pa tebi, meni marsikdo tudi reče, tebi pa res nič ne manjka, ti pa greš poleti za 2-3 mesece, nišče ne ve, da jaz ti 2-3 mesece tu delam, jaz si težko celo 14 dni v kosu vzamem, da res ne komuniciram z nikomer. Lahko si, ampak je to moja odločitev, ne? Absolutno je pomemben oddih, da ne bo, ne, ampak si ga vzamem dovolj. In v bistvu tu sem zdaj že kar 2 stvari povedala, ne? Mogoče malo te slabše stvari. Se pravi, absolutno smo neprestano v teh krogotoku menjavanja ljudi in njihovih zahtev in občutkov in prepoznavanja tega, jovo na novo. Hkrati pa to, da ne veš, kdaj, kje je meja, da rečeš, ob 8 zvečer še odprem mail, ali zjutraj to prej naredim, ali dvignem tisti telefon, ki zvoni ob neprimerni uri, ali ko si na dopustu na plaži, imaš zdaj telefon zraven ali ga nimaš, tukaj si pa moramo meje postaviti. Preveč imamo danes izgorelosti, pregorelosti, stresa. Jaz moram reči, da zaenkrat to res dobro prepoznavam, upam. In tukaj pa dajem prednost zdravju, nenazadnje sem tudi imela kar nekaj teh zdravstvenih na tej poti tudi tegob in se poslušam. Upam, da se slišim. Ja, no, to je pomembno. To je pomembno, super. Ja, se kdaj zgodi, da ne upaš reči ne, recimo pa sprejmeš nekaj delo zgolj zato, da pač ne vem, ker te je strah, da če boš enkrat rekla ne, mogoče ne bo naslednje priložnosti, recimo, ali zdaj že veš po toliko letih, da vedno pridejo priložnosti. Ne več, ne? Torej ne rečem, ni več tega, da rečem da za vsako stvar, sploh ne. In zdi se mi, da pravijo, da imamo tisto prvo intuicijo, prvi občutek, ki te ne vara in res drži. In če sem šla kdaj prek tega občutka, se je res pokazalo kasneje, da je bilo moje prvo razmišljanje pravilno. Jaz sem človek, ki želi pomagati in sem odprta in ko vidim, da nekdo res rabi pomoč, v nekem trenutku, v neki stiski, tudi včasih pred kakim javnim nastopom ali karkoli, so absolutno to stvari, ki jih sprejmem. Drugače pa gradim dolgoročen odnos s svojimi strankami. Ne za enkrat, samo za ena priložnost. Tukaj moramo razvijati nekaj, ker tudi jaz svoje delo lahko na ta način boljše opravljam in če ne vidim tega, če ne vidim te prihodnosti, če je že projekt tako zastavljen, da pravzaprav ne pomeni nekega nadaljevanja zgodbe, potem rečem, žal ne, ali pa če je to način dela, ki ga jaz ne počnem. In jaz grem na sestanek s stranko in je res super, ko pridem, včasih takoj vidiš, ko ti ljudje začnejo razlagati, takoj vidiš, da ima največji problem komunikacije, ker nekdo govori, to pa jaz že obvladam in tega ne rabim in potem jaz samo rečem, žal to ni moj način dela, jaz grem od začetka, razumem pa, če vam to ne ustreza. In potem so vsi malo potegnejo, ne, kak pa vi delate, ne? In potem razložim in potem je to lahko dobro sprejeto in lahko gremo po nekih mojih. Torej, če me nekdo želi z mano delati zato, ker se želi nekaj naučiti, potem je dobro, da potem prisluhne mojim idejam. Velikokrat pa treba je zaznati to, da nekdo v tistem trenutku nekaj potrdi, v resnici ima pa čisto neko drugo agendo odzadaj. Okay. Mogoče tu zdaj malo bolje po vseh teh letih prepoznavam to, se pa tudi jaz še kdaj zmotim. Ampak je fajn, veš, tudi reči ne. Verjamem. Ja. In super je, če to lahko, ne. Če lahko, ja. Vedno pa se ne da. Za vse te govoriva seveda o svobodi, nekem ravnotežju, ne, na zadnje, ne, kar je verjetno težje na eni taki poti razmejevati, kdaj je delo, kdaj je zasebno, ampak lahko rečeš, koliko delaš, recimo, več kot en poln delovni čas ali manj. Samo da me ne siliš, da v urah povem. Ne v urah, bog ne daje, pač se ti zdaj oddelaš več kot en šiht ali manj, ali je to razmerje v prid nekemu prostemu času, kakovostnemu času, recimo, ali bolj v prid delu. No, to me mogoče zanima, ker se mi zdi, da je na neki samostojni poti, sploh pri tem načinu, tako kot ti delaš, pa je to kup nekih dogodkov, tudi tečajo, to kar težko balansirati. No, to se mi zdi, če Res je. Rekel si sicer kakovosten čas, ne? Zame je kakovosten čas tudi verjamem, ja, sem tako svoje delo, ne? Ja. Ampak je pa res, da
jaz bi težko rekla več, manj odvisno od obdobja. Recimo, zdaj so neki meseci predpoletni, kjer je vse. In če sodelujem s strankami, ki pač imajo v tem času precej nekih aktivnosti, dogodkov in tak naprej, in jaz sem tukaj zdaj in pripravljena tudi vsak dan narediti to, kar treba. Mogoče bi tukaj omenila ta self-love in ljubezen do sebe, ki jo velikokrat izpostavljamo, zato da ti sebe poslušaš najprej, to se jaz se strinjam, ampak ko gre za neke obveznosti, ki jih imaš ti in obljube, ki jih daš, jih je treba izpolniti. In velikokrat ta tako imenovana ljubezen do sebe in dajem prioriteto sebi in zdaj ne morem vam, ne izpade profesionalno, ne zagovarjam na ta način, zato ker v bistvu potem pravijo, kako boš pa vedel, saj se ti bo okolje odzvalo in ti bo povedalo, če si nekje dobro reagiral ali ne. In jaz v tem času res delam na polno. Potem pa pride neko obdobje poletja, kjer pa si znam vzeti čas zase. To ne pomeni, da ne delam še enkrat, ampak čist drugače. In delam tudi projekte, nekako se vse umiri, in čas je za partnerja, čas je za mojega sina, ki zdaj odrašča, ki zdaj odhaja na fakulteto in da imava nekvaliteten čas skupaj. Jaz se rada družim, jaz sem rada prijatelj, jaz sem rada žurke, jaz sem rada dobro vino in na ta način se sproščam in jaz verjamem, da si znam to vzeti. Je pa res, da ni delovnega časa. Sam si ga moš postaviti. Ne bom rekla, da ga ni in ko se enkrat prideš do te meje, ko rečeš, lahko si postavim ta delovni čas in za mene recimo popodnevi, razen primerih, ko so pač stvari popoldan in vem, je pač moj čas. In takrat grem potem kuhat kosilo. Tudi to delo od doma je včasih lahko, veš, če delaš od doma, te zavede. Pa malo to, pa nekdo pričakuje, pa nekaj rabi, pa in potem skačeš, ampak jaz še naprej, če je možno, če ti delo to dopušča, okej. Ne, ni zato zdaj pa sem tu, pa mi dajte mir, jaz znam to nekako uskladiti, ko pa rabim svoj mir, se pa tako zaprem nekam, ker lahko v miru to delam. Ne nazadnje tudi kot del korporativnega tima, v katerem delam, imam tam svoj del v pisarni, lahko grem tudi tja, se omaknem in delam tudi, kar mi mogoče malo manjka, timsko delo. In tukaj ga imam. In tudi, ko mi delamo kakšne projekte in dogodke, je fajn, ker delaš timsko, ker jaz sem bila team player, ne? Na radiju, v novinarskih vodah, na televiziji, kjerkoli, mi smo bili velika ekipa in včasih mi to manjka. In zato se tudi najdemo podjetniki med sabo, pa malo mogoče širimo to. Tako da jaz mislim, da sem kar na dobri poti. Moj cilj pa je v prihodnosti delati manj za isto denarja, ali pa delati isto za več denarja, ne? Ja. Zato mogoče zdaj tudi o nekih novih projektih razmišljam, ki pa ne bodo več tako zelo, še vedno bodo v komunikaciji, ne bom rekla, ampak mogoče ne bodo tako stresno komunikativno. Ko ima neke elemente za sproščanje v sebi, toliko so zdaj navrgla. Zdaj morava povedati, jaz, odkar sem slišal za to tvojo idejo, se mi zdi, da res fascinantno, ker me ta del, ne mogoče gostinstvo, tudi ta turizem, ampak to je povezano, vse se prepleta, resnično fascinira in take zgodbe, kot jo imaš zdaj ti v glavi, kar je še ena podjetniška zgodba, ki se fajn prepleta s tvojo življenjsko zgodbo, s tvojim teom, partnerjem, z morja, z Brača, Dalmacije, mislim, noro. Predvsem pa bo še tu nekaj druga notri pripeljala, tako da ajde, da slišim. Kaj je zdaj ta zgodba, ki je bila zdaj že na štartni rampi pred letošnjo sezono, ampak tudi tu so se neki momenti zgodili, vse nam povej. Ok, zdaj, če bom začela javno govoriti, pa moram to narediti, ne? Moraš. Tako da zdaj je tu neki trenutek. Tu zdaj ni povratka več, tako da tudi držimo za besedo, evo. Ok. In navijamo se za to, da to uspe. Hvala. Na polno. Hvala. Moj partner je torej z Dalmacije, kot si že povedal, in jaz sem zdaj že malo bročanka. Se pravi, malo sem že dalmatinka in jaz sem začela razmišljati, v bistvu je tako, on je še vedno aktiven, ker je glasbenik in midva zime preživljava tukaj v Mariboru, jaz moram povedati, da res imam rada ta moj Maribor, da sem taki lokal patriot, rada potujem in vse, ampak se rada vračam. In na nek način se pa vseeno poleti moje življenje seli v Dalmacijo, ker tam se malo življenje umiri. In to zdaj že vsi vemo, verjetno. Drugače zadihaš, jaz tudi, ko se vrnem, sem drugačna, ne? Eni pravijo, kako si pa ti zdaj v zenu. Skratka, umirjena. Super. In to okolje je začelo zelo dobro vplivati name. Je pa res, da z njegovimi obveznostmi, z glasbo,
je on poleti več tam, torej, ko se poleti začel v začetku maja, je to sezona, pa do konca oktobra. Jaz sem pa še tukaj zdaj v teh res poletnih mesecih, oziroma predpoletnih in pa potem v septembrskem času. In sem začela razmišljati, kako bi lahko mi dva več malo, ali pa nekaj tudi skupaj počela, torej ustvarila neko idejo. In potem jaz sem včasih imela tudi revijo za turizem in zdaj delam za en portal, v bistvu, ki pokriva celo bivšo Jugoslavijo, turistični, in tukaj zdaj me nekako spet v neki turizem začelo vleči. Moja ideja je bila vedno, da bi imela en mali butični hotelček, ampak sem to mogoče prevelik zalogaj zaenkrat, in zdaj je nastala ideja, da bi odprla en taki mali vinski vrt na Braču, ne. Se pravi Dalmaciji, kjer se vse bolj prihaja v spredje ta kvaliteta, tudi prepoznavanje. Ne nazadnje pa so tam turisti, ki pa vedno, tudi Slovenci, ki vedno radi dobro kapljico spijemo. Gre za eno ponudbo vrhunskih vin na obali, ob morju, kjer vse, kar dobiš, je kozarec dobrega vina, vodo, pršut, sir pa masline oziroma olive, ne. To je to, malo dobrega kruha, pa maslinovo olje. Torej, olivno olje. Več človek ne potrebuje za srečo, ne? Mogoče malo dobre glasbe v ozadju, pogled na morje, pa na sončni zahod. In ja, ta ideja je začela rasti. Bila je nek namen je bil, da bi se že letošnje leto uresničila, pa je potem bilo premalo časa, pa tudi neke okoliščine so nastale. Jaz z nekimi projekti tudi tukaj moram, ne bom rekla zaključiti, jaz se ne izključujem čisto, ampak poleti se bom pa. Očitno, naslednje leto, če bo tako, torej bom to tam počela, to je čist nov način dela. Eno je organizacija, pa neki dogodki, drugo je pa, da bom jaz dejansko tam tudi stregla, oziroma jaz bom z vinom, gazdarca. z ljudmi, to. Tako da jaz želim biti del te zgodbe, ker verjamem skozi svoje delo, da zgodba je tista, ki pritegne. Se pravi, če imam jaz tukaj slovensko-hrvaško zgodbo, slovensko-hrvaška vina in potem tudi slovensko-hrvaško in seveda tudi ostalo publiko, ker zdaj so se že najavili, seveda vsi, da pridejo tudi na Brač, kar je super, tako pridejo, zdaj bojo pač prišli v vinarijo. Je to nek projekt, ki bi ga rada naslednje leto speljala. Žal mi je mogoče, da ni letos, ampak absolutno je prehitro se vse odvijalo. Zdaj se zavezujem, da bom naredila vse, da bo to naslednje leto in vabljeni seveda v Weingarten Fantazija. Weingarten Fantazija, to. To je vizija. Jaz se že vidim. In jaz mislim, da bo tako zelo sproščeno in fajn. Bomo pa zdaj na tej poti, glede na to, da se to letos ni uresničilo, pa grem po eni poti malo. Vedno bolj mi vina so mi blizu, jaz sem šla v nek someljerski tečaj, samo začetni, zdaj grem dalje. Poznam ljudi, ki radi spijejo kvalitetno kapljico vina, poznam tudi nekaj vinarjev in tu se ta zgodba razvija, tako da lahko mogoče ne povem, da pa že leto v Sloveniji ali pa na Hrvaškem že kak tak vinski dogodek pa bo padel. Če bo pa več znanega, ko bo, pa bom seveda razkrila. Bomo ena dobra ekipa, ki bo to naredila. Glas, absolutno super, veš, da podpiramo vse dobre zgodbe, samo da so zgodbe predvsem, ne, in vedno so ponavadi potem dobre, tako da super, bravo. Le, kako se smejim. A veš, ta vizija je že tako močna, da se jaz že kar vidim tam in ne slepim se, da bo lahko. Ne nazadnje grem neko čisto iz cone obdobja, to ni moje področje, se absolutno izobražujem in iščem tu informacije. Ampak kaj v tem trenutku? Jaz vidim ljudi, ko jih obvestim, ki spremljajo to tako kot ti in wow in super in in potem vidim tiste, ki imajo verjetno najmanj izkušenj in pač ne iščejo priložnosti, ampak izzive in probleme. In potem dobim tudi kako tako pametno, pa ti veš, da je to krvavo delo, pa ti veš, kaj to pomeni, pa ti veš, da boš cel dan tam. Ja, samo bom z ljudmi, ki bodo prišli se fajn met in tudi tam bom komunicirala z njimi in pripovedovala ne nazadnje najino zgodbo. Ne? Super, bravo, Anita. Pa spila kaj dobrega. Predvsem, jaz sem rekel, da to je še dodaten faktor za sproščenost, ampak kakorkoli tudi brez tega verjamem, da bo izjemno. Daj nam poveš še predno greva k koncu in k zadnjemu vprašanju, ki je enako za vse naše goste še eno vprašanje. Kaj bi bil nek ultimativni nasvet, ki bi ga dala svoji mlajši različici? Recimo, kaj bi sebi pred 25 leti rekla na podlagi seveda izkušenj, ki jih imaš danes in vseh zgodb, ki si jih spisala v tem času, kaj bi bil en tak... Zdaj bom čisto spontano odgovorila, ker se nisem pripravila, nisem vedela. Anita takrat je bila... Izhaja to tudi iz nekega otroštva in moje mladosti, ki ni bila najbolj lahka, pa ne bom zdaj zahajala v neke
detajle, ampak to je tudi del moje zgodbe. In jaz sem se naučila biti močna in trda, ne. Težko si me v pogonu, vse zmorem sama, in tako je pač prav in lahko poskrbim še za vse druge. In mogoče bi bil ta nasvet, da ni vedno tako, ne, da včasih pač moraš zaupati, da bo tudi nekdo drug poskrbel zate, da nisi sam na tem svetu in v vsej tej svoji zgodbi, naj si bo prej, naj si bo zdaj v podjetniški, da ni treba vse sam, da imaš ljudi, ki prepoznavajo to v tebi in ti prepoznavaš te ljudi, ki ti lahko pomagajo in te peljajo mogoče po neki lažji poti. Zaupaj, prepusti se, pusti, da tu pa tam še kdo te razvaja in poskrbi zate. In enostavno zaupaj, da ko si na pravi poti, ko delaš stvari, ki so ti res izhajajo iz tebe in iz srca, da se tu nekaj zgodi, da se te stvari uresničijo, podobno s tem mogoče s tem mojim zadnjim projektom, ker sem včasih tako mislila, okej, ne, ampak ja, sledim temu. Tako da malo tega ni treba vedno ugajati vsem, lahko si samo svoj, na tej poti pa vedno bodi spoštljiv do drugih. V komunikaciji in v odnosih, vse se gradi s komunikacijo in odnosi, vse se rojeva, pa nazadnje tudi propada in umira, če ta komunikacija ni dobra. In mogoče bi jaz rekla malo več te sproščenosti, pa gremo pa, da vidimo, kaj bo. Super. Zdaj zadnje vprašanje. Kaj je bila najbolj boleča, ampak hkrati na koncu najbolj dragocena izkušnja? Taka, lahko je bila tudi tvoja napaka. Lahko je pač nekaj, kar si sama naredila, pa se ti je zdelo narobe, tragedija, ampak je bila potem v bistvu se izkazala za neko dragoceno lekcijo, ali pa pač je to bilo sproženo od zunaj, kakorkoli. Jaz mislim, da se je ena glavna prelomnica, zdaj če sploh govorimo neke podjetniške poti, zgodila ravno s to Brco v rit na radiju. Ne glede na to, koliko sem si jaz to želela, v bistvu v moji podzavesti, in je to bilo nekaj, kar sem hotela, sem jaz zelo uživala v tistem timu in v okolici, v kateri sem delala. In v nekem trenutku sem imela občutek, saj pa sem nepogrešljiva, tako kot si marsikdo misli, vsi smo pogrešljivi. In potem sem dobila ta reality check oziroma to Brco, in prva reakcija je bila, svet se mi je sesul, čeprav sem jaz to načrtovala, ampak vedela sem, da to prihaja in da se bo nekaj zgodilo. In potem je bila prva reakcija mojih prijateljic, ki so pač poznali vso to mojo zgodbo, ko sem jih klicala in takrat tudi jokala, ne, češ kaj se mi je zgodilo, da ne morem verjeti, ker je tudi bila način, kako je bilo to izvedeno, je bil zelo neprimeren, ne. In potem so mi punce rekle, ko jaz, ne, kaj se mi je zgodilo, čestitamo, to si želela, in takrat se je zgodil klik. Da si to želela, ja. Okej. In tudi moj drag prijatelj z radia, Sandi Križanič, je takrat rekel, greva zdaj midva, pa sva si nalila enega kratkega, pa rekel, to si želela in to si dobila, vsaka čast, bravo, to je to, kar te bo zdaj odneslo naprej. Moram reči, da sem rabila v bistvu enih 24 ur, da sem to premlela, da povedala tudi doma, nisem takoj, to je res bilo nekaj meni lasten poraz, no, kak naj rečem, v začetku, prvo, 24 ur. Naslednji dan pa je imel moj drugi radijski prijatelj, Boštjan Bračič, razstavo svojo prvo fotografsko na Ptuju, ki sem jo jaz moderirala. Jaz sem si nadela rdečo obleko, rdečo šminko, pete, prišla tja in takrat se je začel ta moj novi pohod, no. Tako da boleča izkušnja res, moram priznati, ampak me je prerodila in usmerila po moje na pravo pot. Bilo jih je še več, seveda, ampak tam je zdaj mogoče prva prišla na misel. Super. Evo, kaj naj rečemo v koncu? Obljubili smo srčno epizodo, izjemno, in verjamem, da se boste vsi strinjali, da ta epizoda točno taka je. Verjamem, da ne bo ostalo samo pri enem poslušanju, gledanju, ampak da je to res tudi za ponoviti, kdaj. Anita, vse, kar si povedala, pač se mi zdi res izjemno dragoceno in se veš, da podpiramo vse podjetniške podvige, ideje, tako da pogumno še naprej občudujemo, tako da spremljamo in sodelujemo.
tako kot to s teboj je, tako da super, res hvala seveda tudi za pozornost, za poslušanje, vabljenih komentiranju k temu, da se na podcast naročite, super je, če nas ocenite, spremljate nas lahko kjerkoli na Spotifyju, YouTubeu, na Apple Podcasts in do naslednjič naj bo uspešno.